Si zelo aktiven kronist slovenskega alpinizma, predvsem primorskega. Si urednik spletnega vodnika primorskestene.com, kjer lahko brezplačno na voljo vserej dobijo plezalci ažurne podatke in fotografije za predel gora na Primorskem. Kako si prišel na idejo narediti tovrstno bazo, tovrstni spletni vodnik? Glej, če ti povem prav od začetka, že ko smo mi začeli plezati, smo pomagali za tiste skromne vodnike, ki so bili, ki jih je delal Kozorog, pa Škamperle, pa to so bili par listov vodniki, no in Slavc, naprimer Trenta, pa to. Zmeraj sem pomagal zraven. Potem sem delal prvi Mangart, drugi Mangart skupaj z Miheličem pa Filipom, normalno v navezi. In tretji Mangart, ko smo začeli delati vodnike za Mangart, naprimer v papirnati obliki govorim, so bile 40 smeri, potem jih je bilo 60, na koncu jih je bilo 140. Ne. Koliko smo splezali v tistih koncah in spoznali. No, ta zadnji vodnik sem naredil v sklopu z Siddharto, tudi dvojezičen, ne. In takrat sem v bistvu začel delati z računalnikom. Prej ga sploh nisem hotel imeti. In ko sem to začel delati, sem spoznal, da se mi pojavlja neko novo orodje, ki mi daje možnosti. In v bistvu jaz sem vodnik Mangart leta 2007 napravil vse na računalniku, sem tudi poslikal, uredil in potem Janezu poslal na disku oziroma na CD-ju, kar sta rabila, potem so pa oni spilili naprej. Ne? In potem mi je prišla ideja, da bi jaz to začel obdelovati primorske stene. Predvsem pa namen je bil, da ne izgubimo te naše kulturne v bistvu dediščine, plezalne kulturne dediščine ali hribovske, kakor hočemo reči. In zato sem ustvaril to zadevo in zdaj za njo živim že dolgo let, v bistvu že 12 let, več kot polno. Ne? Dejansko sem pa vmes zbiral zmeraj gradivo, ne, in spremljal in alpinistične novice spravljal in razne kopije in vse spravljal, kar mi je prišlo vse prav. No, vmes sem poskrbel tudi za tuje vodnike. Sodeloval sem pri enem vodniku, ki so ga naredili Italijani za plezanje ledu in je knjiga, ki je predstavljen tudi slovenski del slapov, ne, čez celo Slovenijo. To je bil tudi en tak projekt, ki je prišel ven leta 2006, ena knjiga. No, potem, ko je pa začela spletna stran, je bilo pa to igre brez meja, ne, dobesedno.